Zame je to zelo pomemben festival, čist z osebnega stališča pa vidika, ker pač pišem drame, ampak tudi na splošno se mi zdi za razvoj slovenske dramatike in gledališča zelo, zelo pomemben festival, ker pač je izbor slovenske dramatike in pride veliko ljudi, lahko se med sabo družijo, vidijo predstave, pač podelijo se nagrade. In to, da je poseben razpis za najboljšo dramo, je velika spodbuda, pa tudi neka vstopna točka. Zdaj, tukaj bi se dalo tudi problematizirati, ali je to dovolj. Sigurno, da ne, sploh za neka mlada imena, pač za nove ljudi. Tisto en razpis na leto, kamor pride ogromno nekih dramskih tekstov, pač je zelo dobra priložnost, ampak pač je kar težko priti zraven. Se pa tudi spreminja v zadnjih letih to, da imamo še druge festivale, recimo Skrik, že prej je bil Preglej, kjer pa lažje pridejo tudi neka nova imena, pa to, da so delavnice dramskega pisanja, da se dramsko pisanje razvija tudi na akademiji, vedno bolj sistematično pa obširno. Ampak še vedno pač obstaja še veliko možnosti, kaj bi bilo še smiselno, tako sploh kakšna institucionalna gledališča, da bi se še bolj odprla, pa tudi bolj tvegala s kakšnimi novimi imeni, pa tako. Ja, zame je to spet ena potrditev, pa priložnost za delo predvsem, ker prej tista nagrada za mladega dramatika je bila samo potrditev, se je potem izkazalo, kaj dosti priložnosti za delo še ni bilo, je bilo treba še naprej vztrajati, pač pisati naprej, pošiljati in sodelovati tudi pač dramaturško in čim bolj na nekih delavnicah se pojavljati in tako. Zdaj, ta nagrada Grumova je pa prinesla tudi zdaj možnosti za uprizoritev. To se mi zdi pač zdaj neka razlika, čisto konkretna. Kar se pa mene osebno tiče, glede pisanja, je pa verjetno dobra spodbuda za naprej, pa tudi odgovornost, da pač zdaj pa še vedno je konkurenca ogromna na tem področju. Malo gledališč, oziroma ni toliko malo gledališč, ampak mogoče malo priložnosti za nove slovenske drame, veliko nas pa piše. In zdaj za naprej mora biti vsaka drama vsaj toliko dobra ali pa še boljša. Tako. Ja, sigurno to zelo vpliva, tako da to se mi zdi nujno in zelo dobrodošlo, da dramatik, ko piše, ima možnost preveriti na nek način, kako besedilo deluje, ko ga berejo igralci. Tudi če si ga sam bereš na glas, pač ni isto. In da tudi režiser, pač, ko ga prebere, kaj vidi v tem, ali pa kje so še neke pomanjkljivosti, da skozi nek pogovor to veliko lažje ugotoviš, kot pa če samo sam pišeš. Pa ne vem, se mi zdi, da zato, ker sem že več let pisala to skladišče, se mi je zdelo, da moram še nekaj dodati naslovu. Enostavno se mi je zdelo, da se mora še malo razviti celo besedilo in tudi naslov. Tako da, nič, samo to, da sem se naveličala po mojem že tistega enega in istega naslova. Potem se mi je zdelo, da, če rečem naše skladišče, da vse nas bolj zajame noter. Ker tudi zelo sem si želela, da bi publika bila vključena. In zato mi je žal, ko je zdaj
bila uprizoritev, je režiserka Mateja Kokol se je zelo trudila, da bi lahko bilo tako narejeno, da je publika vključena, ne, da je veliko komunikacije s publiko, ampak potem je bilo to zelo omejeno zaradi vseh ukrepov, ne. Še tistih nekaj predstav, ko je bilo izvedenih, tistih 8 metrov od gledalcev pa do igralcev pač ne omogoča nekega stika pa komunikacije, tako da to še čakam in se veselim pač spet, kdaj bo možnost to predstavo izvesti res tako, kot bi morala biti, ne. Polna dvorana in večji pretok energije pa komunikacije. Ker s tem na tak način sem tudi pisala, da sem vedno z pozicije gledalca, da se ga čim bolj vključi, ne. Ja, tudi sama sem, tako kot je tu en lik Marije, a ne, ko je že diplomirala iz primerjalne književnosti, tako kot sem tudi jaz, najprej primerjalno književnost pa filozofijo in nekako takrat res ni šlo, da bi na tem področju lahko kaj dosti profesionalno se še naprej razvijala. Kvečjemu nekje na neki bolj prostovoljni bazi, ne, se pravi, že po diplomi se nisem mogla preživljati s tem delom, ampak sem potem še kar naprej na nek način ali na študentsko napotnico ali pač na neke druge oblike dela, honorarno, pač delala razne stvari, prodajanje v trgovini, promocije izdelkov, tako čiščenje, pa tudi v skladišču, ko sem bila nekaj časa v trgovini, sicer tega ni bilo veliko, večinoma je bilo prodajanje, ampak tudi kakšno delo v skladišču, ne. Vsaj takrat, ko je bila inventura. Sem pa se pogovarjala pa spoznala pač veliko delavcev, ki so pa bili pač tam redno zaposleni ali pa še več let. In potem tako so mi bili zanimivi in tudi te njihove zgodbe. Tudi ljudje, ki so imeli recimo neko višjo izobrazbo, pa so že več let delali kot prodajalci. Pa potem tudi so že se nekako sprijaznili, niso več niti iskali, kaj bi kaj drugega lahko. In iz tega potem nekega občutka ujetosti, pa te brezperspektivnosti si pol zamislila to prizorišče skladišča pa teh 4 delavk in da ima vsaka neko svojo zgodbo, ne. Zakaj je tam, kaj je njena preteklost, pa kaj so neke sanje ali pa upanje za naprej, ne. V bistvu so bolj po naključju 4. Ne vem, tako se mi je zdelo samo to nujno, da so ženske, neki ženski kolektiv, ker tudi v trgovinah so večinoma ženske, čistilke so ženske, ne vem, v vrtcih so ženske, imamo neke službe, ki jih pretežno opravljajo ženske. Zanimivo je, da to so službe, ki so pač podplačane, večinoma tudi medicinske sestre, ne, ampak zelo ključne za neko delovanje javnih sistemov različnih. In čisto iz realnega stanja sem izhajala, da so pač 4 delavke ženske, pa potem kako one tudi svoje intimno osebno življenje, pač nekako to vse skupaj peljejo, a ne, dom, služba, njihovi odnosi. In pač to me je zanimalo, ti kolegialni odnosi med sodelavkami, no, kako one med sabo, kako na nek način na trenutke se spravljajo ena na drugo, ne, tisto svojo frustracijo znašajo ena na drugo, po drugi strani so si pa lahko tudi opora, ne. To mi je bilo pomembno, da pa tudi držijo skupaj, no, da so nekako solidarne vsaj ena z drugo, one med sabo, ne.
Ja, mogoče je nek moj stil res realizem, ampak hkrati pa tudi pretiravanje. No. Tako se mi zdi, da jaz pač na tak način pišem, da neke vsakdanje situacije potem podčrtam, pa zaostrim, pa da mi je blizu tudi nek absurd, karikatura in tako. Tako da se mi zdi, da tu v tem besedilu se atmosfera zelo spreminja, no, tako, da je lahko na eni točki realistično, potem pa kar nastane nek absurd oziroma tako pretiravanje, pa potem skušam pač nek humor vpeljati noter, ampak hkrati pa so teme tudi lahko zelo resne, pa na neki točki postane vse skupaj že žalostno. To me zanima, no. Nek tak razpon, neka dinamika in nekako stilno pa pač tudi kar se tiče atmosfere, čisto pa kako funkcionira jezik. Ta zaprtost, o kateri sem pač pisala, da so te delavke na nek način sploh ne grejo domov, ker tam vse svoje potrebe opravljajo, tudi jejo, spijo, se tuširajo, vse v skladišču. In potem pač tudi karantena, neka zaprtost, ki jo zdaj vsi doživljamo, pa te omejitve. Ampak še vedno se mi zdi, da za nas je to vse res začasno. Zdaj, tukaj sem pa skušala prikazati, da pač so tudi neki ljudje, ki so tako na nek način ujeti v te neke poklice, ker pa nimajo kaj dosti možnosti se spremeniti. Ker že od prej, ne vem, ali nekako mislim tudi, težko je, če si ti finančno tako odvisen od te neke službe, pa moraš preživljati še celo družino svojo. Mogoče bi kdo lahko rekel, zakaj pa nič ne spremenijo, ampak dejansko včasih res si v nekem položaju, ko ne vidiš možnosti, ko ne moreš kar tvegati, pa tudi kaj, če imaš neko trgovsko srednjo izobrazbo, verjetno res razmišljaš, kaj bi sploh lahko. Se pravi, da lahko so to pač neke usode, ki jih zelo težko od posameznice te spremenijo, pa se česa drugega kar lotijo, kar naenkrat. Tako da je tukaj bolj, se mi zdi, neka taka dokončnost, kot jo pa mi zdaj doživljamo. To me je takrat tudi še posebej zanimalo, kako družba organizira nek trg dela. Pa sploh, če gremo še bolj v to smer, da treba izkoristiti vse možnosti, tudi ljudi, bolj kot nek gledati, mislim, na ljudi kot na nek potrošni material oziroma samo skozi to optiko stroška pa dobička. Če je to nekaj, kar je najbolj pomembno, ta gospodarska rast, kar neomejena, pa razvoj v tej smeri, da zmanjšamo strošek, povečamo profit, pa sem pač prišla na neko idejo take distopije, da ko se bo tehnologija še bolj razvila, namesto da bi si s tem pomagali, da bi pač ljudje si bolj porazdelili delo, se bojim, da bi šlo v to smer, da bi samo še bolj izkoristili, da tisti ljudje, ki pridejo zraven, še več delajo, potem pa ne rabimo tistih ljudi, ki pa ostanejo, so pa potem kot neki odvečni, brezposelni,
ki jih družba ne zna več vključiti, ampak so samo še odveč. Zdaj se ukvarjam z eno dramo, ki sem jo tudi že prej začela, že pred korono. Pa nekako zdaj sem prav razmišljala, ali bi zdaj to spremenila čas dogajanja v koronski čas, pa ga nisem. Se mi zdi, da ne vem, že tako se samo okrog tega vse vrti, da prav čutim eno svobodo v tem, da vsaj pišem lahko nevezano zdaj na to konkretno situacijo. Ampak še vedno pač me zanimajo iste teme, te socialne, pač odnosi in širše v družbi in pa potem tudi ožje, recimo intimni. Trenutno se ukvarjam s neko družino, neka dinamika družinskih odnosov, ki so pa povezane spet z družbo, zato ker ta družina ima neko svoje podjetje, družinsko. Ker se mi zdi, da tako tudi ta korona kriza, ja, seveda prinaša nove stvari, nove probleme, ampak hkrati pa tudi stari so še vedno tu, ampak se samo še poglabljajo. Pa ne vem, zdaj prav me zanima, če bo tako čez kako leto neka poplava novih tekstov o korona krizi, ne vem. Zaenkrat, kar je, se mi zdi, bolj nastaja tako, skoraj, za kar jaz vem, da je po naročilu, recimo, da gledališče prav se zmeni z avtorji, dajte to pa to upoštevati, da je zdaj za nek nov tekst. Tako je recimo se odločila Barbara iz MGL-ja, to imam tudi srečo, da sem lahko zraven, da je naročila meni pa Izi Strehar pa Barbari Zemljič, da napišemo nov tekst, ki pa pač se dogaja že v tem času korone. In to je bilo po naročilu in smo morali pač to upoštevati. Ampak jaz sem tudi tam spet izhajala bolj iz socialne tematike. Pa mislim, da v Mariboru tudi se piše nek tekst enako na ta način, da se dogaja prav v času karantene. Ko bomo pa videli, koliko bo še kaj novih tekstov. Čeprav mogoče pa tudi rabimo neko distanco, pa da bomo lažje o tem pisali, pol, ko bo že mimo, ne vem.